Skorajda mesec dni prezgodaj so se torej letos prve dvoživke začele seliti iz prezimevališč proti Hraški Mlaka. Mi zelo navijamo za to, da držimo prekrižane prste, za to, da bi še majhen tale mraz pritisnil, da bi zima še malo pokazala zobe in da bi selitev se nadaljevala kasneje, pol kaj toplo. Zdaj, če se začne takole zgodaj, kaj potem kakšen dan še mraz, pa spet toplo, potem te žabe kapljajo zelo pomalu vsak dan in ta selitev se lahko razvleče tudi na 3 mesece. To je pa vsaj za prostovoljce je to precej težje delo pol. Navodila za prostovoljce in vse aktualne informacije z zemljevidom žabih lokacij so zbrane na spletni strani društva z naslovom Pomagajmo žabicam. Stvar je zelo preprosta, v osnovi treba paziti predvsem, da ste vi varni, se pravi imeti tole obvezno opremo, zaščitni jopič, treba imeti vedro pa eno dobro luč in treba žabo prenesti čez cesto, brez da se komurkoli kaj zgodi. Dejstvo sicer je, da se je število dvoživk v tem delu naše občine drastično zmanjšalo. Med drugim so se v Hraških Mlakah v zadnjih letih naselile ribe, ki za žabji zarod predstavljajo veliko nevarnost. Niso se naselile, ljudje so jih naselili. Mi smo to opazili že vsaj 5 let nazaj, da je populacija drastično padla dvoživk v Hrašah. Mi smo šli iz številke 18.000 dvoživk prenešenih med eno selitvijo na približno 3 do 5. In to je tako padalo v 1-2 letih. Člani društva Žverca so pomoč dvoživkam pri varnem prečkanju državne ceste samoiniciativno organizirali že leta 2008. 2 leti kasneje pa so prvič postavili zaščitne mreže. Ves ta čas pa opozarjali, da je to lahko le začasna rešitev. Dolgoročna rešitev pa so le podhodi pod cesto. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je leta 2021 tudi ali predvsem na stalno prigovarjanje društva Žverca predstavila idejno zasnovo projekta za ureditev podhodov za dvoživke na skorajda 2-kilometrskem odseku ceste skozi Hraše in ga leto kasneje predstavila tudi krajanom. Letošnji razlog, zakaj do realizacije projekta, ki bi za Hraše pomenil tudi pločnik, vendarle še ni prišlo, pa je končno razumljiv. Denar je bil zaradi lanskoletnih poplav preusmerjen v sanacijo infrastrukture po poplavah. Nanje zdaj čakamo, se z Direkcijo za ceste Republike Slovenije se pogovarjamo že mislim, da vsaj 5 let. Izgradnja podhodov nekje je v planu, bila že pred leti. Zdaj se je zamaknila vsaj na leto 2026, ne vem, če bo sicer kdaj kaj iz tega, nisem več optimist. Bi pa mogoče na tem mestu dodala v zvezi s tem, da to, kar se tukaj pri nas v Sloveniji s temi akcijami, ki se vsako leto širijo, nikakor ni neka nova stvar ali karkoli. V Evropi, v bolj razvitih državah, v Angliji, Nemčiji, kot sem vam že prej omenila, je recimo lahko za 2000 dvoživk v Angliji, zdaj bil primer članka na BBC-ju, se mi zdi, zaprejo cesto za 14 dni. V Nemčiji so podhodi povsod zgrajeni. To se pač skrbi tudi za te živali in vsekakor je to nujno, sploh v prihodnje, zaradi tega, ker smo jim mi, se pravi ljudje, že tako skrčili življenjski prostor. Izgradnja podhodov, vsaj tako ugotavlja sogovornica, ne bi smel biti preobsežen infrastrukturni zalogaj. Za primer daje prakso iz Škofje Loke. Ne veš, da so tam. To je tako v bistvu lepo inkognito narejen kraj, nobenega ne moti, majhen je take štengce umaknjene z ceste. Vi kar porajtate, je v bistvu samo taka zelo lepa rešetka in grejo lepo dvoživke spodaj. Tako da to ni zdaj ne vem kakšen poseg v okolje, ki bo ljudi in tam živeče sosede motil. Ne bo. Tako da to bi res mogli sploh predvsem recimo pri cestah, ki se na novo gradijo, ki se prenavljajo, to delati na tem. Dodaja še, da enako velja tudi na ostalih lokacijah, na katere nas med drugim opozarjajo tudi v Društvu za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Reks in Mila, v Goričanah, Rakovniku, Sori in Dolini Ločnice, kjer v svoje vrste tudi vabijo prostovoljce. Tam so žabe že od nekdaj. Jaz se jih spomnim že takrat, ko je bilo v Hrašah leta 2008, ampak se pravim, v Hrašah jih je bilo toliko, da ko so bile takrat povožene, se ni asfalta videla. Tukaj so vedno bile. Sploh takrat, ko je bil dež, in zdaj so tukaj tudi prostovoljci,
angažirajo na tem mestu, tako da nekaj se menda tudi pogovarjajo z občino vašo v zvezi z nakupom zaščitnih ograj. To je seveda zelo smiselno, ampak pač pri tem opozarjam, če vi postavite zaščitne ograje, je treba imeti ali podhode zgrajene na tem mestu, ali pa zagotoviti prostovoljce, ki bojo vsak večer med selitvijo te živali prenašali. Nikakor ni rešitev samo postavitev neke ograje. Naši sogovornici je že kar smešno, da mora vedno znova razlagati, kako pomembne so dvoživke za naš ekosistem. Mislim, da je v osnovi razlog to, da so dvoživke, se pravi žabe, pupki, na splošno ljudem niso simpatične živali. Tako da mi pač, če jih očitno ne jemljemo kot neki kosmate pa mehke pa za crkljati, saj niso pomembne. Ne, ni res. Seveda imajo svojo vlogo v ekosistemu, njihova hrana so insekti. Same, se pravi dvoživke, so hrana določenim pticam, drugim živalim, in če odvzamete eno žival iz ekosistema, se bo to nekje poznalo. Prej slej mi osebno bomo to občutili tako, da bo poln komarjev, recimo. In ja, seveda, treba jim je pomagati, sploh če je ta input, ki ga vi daste v to pomoč, lahko minimalen.